gospe, spoštovani gospodje, predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Častni pozdrav! Dame in gospodje, na oder vabim slavnostnega govornika, predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Spoštovani gospod župan, gospa nekdanja županja, ostali visoki gostje, gospe in gospodje. Prihodnji mesec bomo praznovali 30. obletnico ustanovitve samostojne države, najbolj prelomnega dogodka v vsej naši narodni zgodovini. Tedaj sta bila odločilnega pomena politična in ljudska enotnost. Nihče ne pričakuje, da bi bilo mogoče ali potrebno tako enotnost vselej izpričevati. Moramo pa tudi za potrebe današnjega časa razumeti, da je bilo mogoče tako enotnost doseči tedaj le sodelovanjem. Slovenci zmagujemo, če sodelujemo. To zmagovalno miselnost bomo letos ob obletnici pogrešali. Pred 30 in več leti okoliščine za sodelovanje, tudi politično, niso bile nič bolj spodbudne, kot so danes. Še več, po mojem mnenju, so bile zahtevnejše, tako v domačem kot v mednarodnem smislu. Verjetno smo tudi zato takrat Slovenci v stiski stopili skupaj. Potreba po sodelovanju je premagala skušnjavo po izločevanju. Uspeli smo. Zdi se, da v današnjih, bistveno bolj naklonjenih domačih in mednarodnih razmerah ne čutimo potrebe po iskrenem dialogu, premoščanju razlik in oblikovanju skupnih ciljev. Gotovo nismo v taki stiski in v tako usodnem razpotju, kot smo bili tedaj. Kljub temu pa bi bilo zrelo in odgovorno, če bi se trudili sodelovati tudi sedaj.
Posebej me skrbi, da se preveč navajamo samo na nasprotovanje in celo na izključevanje. Kot vaš predsednik sem dolžan opaziti, da dobivajo politična nasprotovanja še eno, zelo nevarno razsežnost. Nestrpen govor o nasprotnikih je med lastnimi privrženci deležen večjega navdušenja kot poudarjanje svojih ciljev ali zamisli. Če se bomo glede tega še naprej lahkomiselno prepuščali takemu toku, se bomo znašli v položaju, ko bo lažje oblikovati politiko proti kot politiko za. To pa bo poglabljalo razlike med nami in komurkoli zelo oteževalo vodenje državnih zadev, ki so pomembne za varnost in blaginjo vseh ljudi. Ocenjujem, da je pričakovan iztek epidemije in izrednih okoliščin ter praznovanje okrogle obletnice ustanovitve države morda pravi trenutek za razmislek o vsem tem. Obstoječe politično obnašanje je težko dolgoročno vzdržno. Vsekakor pa ni nikdar v korist večine ljudi. Glede tega je pomembno razumeti, da volitve, predčasne ali redne, niso rešitev same po sebi, če bomo ostali pri enakih vzorcih obnašanja. Hočem reči, da je politična kultura, ki je botrovala ustanovitvi lastne države, danes njej enako potrebna, kot je bila tedaj. Problemi in priložnosti v domači in mednarodni politiki so sicer drugačne, potreba po sodelovanju pa ostaja enaka. Samo če Slovenci sodelujemo, zmagujemo, tudi v sedanjih razmerah. Po epidemiji se namreč Slovenija, kot preostala Evropa in svet, sooča z gospodarskim, socialnim in splošnim družbenim okrevanjem. Ima skoraj enkratno priložnost, da v sorazmerno kratkem času z dodatnimi finančnimi spodbudami bistveno bolj okrepi trajnostno strategijo razvoja. Ima skoraj enkratno priložnost, da skoraj prelomno naslovi zeleni in digitalen razvoj. Trdno sem prepričan, da nam bo to uspelo samo, če bomo sodelovali. Naj glede teh pozivov k sodelovanju ne bo napačnega razumevanja. Sodelovanje predpostavlja razlike med nami, te so legitimne in bogatijo naš demokratičen političen prostor. Bistvo sodelovanja ni v tem, da te razlike zanikamo, temveč da jih presegamo, kolikor je to mogoče. Spomnimo se vendar izkušnje izpred 30 let, v luči današnje slovesnosti, prav posebej pekrskih dogodkov. Dober mesec pred ustanovitvijo lastne države je bilo glede tega vprašanja, povsod, tudi v Ljubljani, v skupščini, katere poslanec sem takrat bil, veliko razlik. Pekrski dogodki, ki bi te razlike lahko poglobili, iz izkušnje vemo, da so te razlike s sodelovanjem pravzaprav presegli. V bistvu sodelovali kot nek pospešek procesa osamosvajanja. Namreč, z njimi je vsem postalo jasno, ne glede na razlike med nami, da se moramo skupno potruditi za odločilni akt ustanovitve države, da z uporom, slavnim uporom mariborskih ljudi, da je zato izpričana ljudska enotnost in da se mora politika pripraviti tudi na zahtevne scenarije osamosvojitve. Na nek način so bili v tem smislu pekrski dogodki nek katalizator osamosvajanja in so v ta proces vnesli hkrati, kot ste rekli, pogum in razsodnost. Pekrski dogodki so terjali tudi prvo smrtno žrtev osamosvajanja Slovenije. Zaradi ugrabitve tedanjega poveljnika pokrajinskega štaba, teritorialne obrambe podpolkovnika Miloševića in stotnika Ozmeca, so v Mariboru pred vojašnico namreč potekale ljudske demonstracije in ko je kolona jugoslovanske armade 24. maja 1991 krenila iz vojašnice, je pod oklepnim transporterjem ugasnilo življenje Josipa Simčika. Slava mu. Spoštovane gospe in gospodje, če smo tedaj v tistih zares usodnih razmerah znali Slovenci stopiti skupaj in uspeli, potem moramo to kot našo skupno nalogo razumeti tudi v sedanjih manj usodnih, a vseeno
za naš razvoj zelo pomembnih okoliščinah. Naš trud bo nagrajen z zadoščenjem, ker bomo tako zagotovili varnost in blaginjo naših otrok. Srečno Slovenija! Hvala lepa predsedniku Borutu Pahorju.